Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, 29. maja leta 2024, praznuje 6. rojstni dan Brina. Draga Brina, vse najboljše in najlepše ob tvojem rojstnem dnevu. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Brinini želji, simpatični, čarovniško obarvani pravljici z naslovom Abrakadabra. V črnem gozdu je na samem vrhu Rogate gore stal skrivnosten grad. V njem je živel čarodej Kadabra. Živali, ki so živele daleč spodaj v črnem gozdu, so ga pogosto videvale, kako je stikal med drevjem, ko je iskal zelišča in nabiral plodove za svoje čarobne napoje. Pustile so ga pri miru, kajti bil je le navaden čarodej, ki ni nikomur hotel nič žalega. No, vsaj do tistega dne ne, ko se je nenadoma vse spremenilo. Naenkrat pred njim ni bila varna nobena žival. Tihotapil se je skozi gozd, oprezal izza dreves in vsakič, ko je prišla mimo kakšna žival, je Kadabra skočil izza drevesa, zamahnil s čarobno paličico in zaklical Abrakadabra. In tako je eno za drugo začaral prav vse živali v gozdu. Še preden so se dobro uvedle, je bilo že vse končano. Potrte in obupane so obsedele skupaj. Kar naprej se spotikam ob svoja ušesa, se je jezil zajec. Raga, tako neumno se počutim s temi krili, raga, je kvakala žaba. In samo poglejte, kakšne ušesa ima sova, raga, grozljivo. Oho, prav lepa hvala, je užaljeno zaskuvikala sova. Vsem je bilo že čez glavo dovolj grdih Kadabrovih šal. Prišel je čas, da ga spametujejo. Toda kako? Ali je kdo videl lisico? Je zabrundal medved. Tako zvita je. Morda bo ona vedela, kaj naj storimo. Pojdimo pogledat, ali je doma. In vsi so se polni upanja napotili k lisici. Lisica je že vdalec slišala živali, ki so prihajale k njej. Kra! Ha! Lisica! Pomagaj nam! Kra! Je zakrakal krokar. Kadabra je čisto ponorel. Poglej, kaj je napravil iz nas. Kra! Ti si tako zvita. Stavim, da ga lahko uženeš v rok. Kra! Ne morem, je potrto odgovorila lisica. Sploh ne veste, kaj se je zgodilo meni. Včeraj sem pri potoku zagledala veliko debelo gos. Še nikoli nisem videla tako lepe in tolste gosi. In medtem, ko sem se plazila bliže, je gos postajala vse večja in debelejša. In ko sem bila že čisto za njo, je puf, izginila in namesto nje je pred mano stal Kadabra. Pa te imam, je zaklical. Izrekel je svoj Abrakadabra in poglejte me. Lisica je žalostno pogledala svoje tace. Živali so še bolj potrte, kar obnemele. Če je padla v past celo lisica, potem ni nobenega upanja več. Tedaj se je zaslišal droben glasek. Ali lahko jaz nekaj povem? Vsi so se presenečeno obrnili k ježu. Ti? Da, jaz, je sramežljivo odvrnil.
pravkar sem se domislil in mislim, da bi nam lahko uspelo. Živali so se zbrale okrog ježa in njegov načrt jih je navdušil. Hura za ježa! Kakšen imeniten načrt! To mu bomo pokazali, kadabra ste mu. Tisto noč je bil črni gozd poln skrivnostnih glasov in naokrog so se plazile čudne postave. Kadabra pa je mirno spal v svoji postelji. Ničesar ni slišal, ničesar videl. In šele ko je sonce posijalo skozi okno, se je prebudil. Zazihal je in se zadovoljno pretegnil. Kot klada sem spal. Danes bom čaral, kot nisem še nikoli. To bo veselo. Dobre volje je skočil iz postelje. Še čarobno paličico vzamem, pa... Čudno. Mar je nisem položil semkaj na nočno omarico? Je presenečeno mrmral Kadabra. Pogledal je naokoli, vendar čarobne paličice ni bilo nikjer. Tedaj je zaslišal nenavaden glas. Kot bi se kdo čisto potiho hihital. Je kdo tu? Je zaklical. A nihče se ni oglasil. Kljub temu je imel Kadabra čuden občutek, da sploh ni sam. Je kdo za zaveso? Previdno je pokukal za njo, vendar ni opazil nikogar. Kadabra je postajal jezen in malce tudi negotov. Vem, da si tu, je zavpil. Pridi ven, če si upaš. Nekaj je bilo narobe. Se mi morda le zdi? Je pomislil. Kaj pa tamle, pod posteljo? Nekakšne oči, je poskočil. Vendar tudi tam ni našel nikogar. Tedaj pa se je zaslišal v omari silen trušč in vrata so se s treskom odprla. Iz omare je vreščeče in cvileč skočila gromozanska pošast naravnost pred Kadabro. Mama, je zakričal, na pomoč! Kra! Je grozljivo zakrakala s hripavim in visokim glasom strašna prikazen. Jaz sem hudobna, gozdna čarovnica in začarala te bom ogabnega debelega paglavca. Ne boš mi ušel. Ne, je zakričal Kadabra. Nikar, nočem biti umazan debel paglavec. V grozi se je pognal skozi okno in stepkal po hribu navzdol, da bi našel kogarkoli, ki bi ga rešil pošasti. Kadabra se je skril v gozdu za velikim debelim drevesom, tresoč se kot šiba na vodi. Tedaj je zagledal ježa in lisico, ki sta ravno šla mimo. Poglej ga no, Kadabro, je rekla lisica ježu. Le kaj počne tukaj? Draga lisica, jež, prijatelj stari, je zahropel Kadabra. Pomagajta mi, prosim, grozna čarovnica me lovi. O, to pa ni najbolje, je rekla lisica. Zelo je hudobna, je dodal jež. V trenutku te začaral umazanega debelega paglavca. Le kaj bo z mano, je hitel Kadabra. Pomagajta mi, prosim. Morda ti pa res lahko pomagava, je odvrnila lisica. Vendar, joj, dajta, prosim. Obljubim, da vama ne bom nikoli več nagajal. Saj nisem mislil nič hudega, je hlipal Kadabra. No, naj ti bo, če misliš resno, je privolila lisica. Mislim, hočem reči, ne mislim, res mislim, da mislim. Joj, pomagajta mi vendar, je ves zmeden stokal Kadabra. Prav, počakaj in se ne premakni, dokler se ne vrneva. Drugače boš prav gotovo postal umazan debel paglavec. Kadabra je dolgo ostal skrit za drevesom. V daljavi je zaslišal trušč
v pitje in topotanje. Čez čas sta se skupaj z drugimi živalmi nasmejana vrnila jež in lisica. Tako, končano je, mu je zmagoslavno sporočil jež. Hudobne gozdne čarovnice ne boš nikoli več videl. Na, tukaj je tvoja čarobna paličica. Zdaj pa bolj pazi nanjo. Bom, hvala vam, hvala. Zdaj bom pa najprej vas odčaral. Hura! So zaklicale živali. Raga, ta krila so sicer kar zabavna, je dodala žaba. Vendar sem si brez njih bolj všeč. Raga, kvak. Tudi jaz imam rajši svoja stara ušesa, je rekel zajec. Kaj res ni ničesar, kar bi lahko storil, da vam povrnem vašo pomoč? Lahko vam pričaram karkoli, se je prilizoval Kadabra. Karkoli, se je obliznila lisica. Mislim, da bi se jaz lahko česa domislila. Živali pa so veselo gledale čarobno paličico in nestrpno čakale, da čarovnik Kadabra izreče svoj abrakadabra. Ja. V slogi je moč. Bravo živali za pogum ter izvrsten načrt. Le kaj bi brez prijateljev. Pa vendar se mi zdi, da je bil čarodej Kadabra le nekoliko nagajiv in živalim res ni hotel nič slabega. Verjame pa tudi, da vsi skupaj še danes srečno živijo v črnem gozdu. Brina, najlepša hvala za idejo o čudoviti pravljici. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni čarovniško obarvani pravljici z naslovom Smrdolin. Prijeten pozdrav Brini, ter pa seveda vsem, ki radi prisluhnete pravljicam. Uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja. Kako je že rekel? Abrakadabra, čira, čara. To pa res deluje. Super.